Ob oceni stanja na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu se nikakor ne moremo ogniti kritiki vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dejstvo je namreč, da je v mandatu to se pravi Pahorjeve vlade, urad pričel voditi minister in državni sekretar. To je bistven in pozitiven premik v delu samega urada, pa vendar žal ugotavljamo, da to na področju dela samega urada ni prineslo popolnoma nobenih sprememb. Urad še vedno ostaja zgolj koordinativni organ, ki koordinira delovanje med posameznimi ministrstvi, ki tako ali drugače sodelujejo s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Na tak način dela je delo nepregledno, politika vodenja tega dela ni enotna, predvsem pa ni transparentno razvidno poraba sredstev in neracionalno trošenje žive sile, to se pravi dela samih uslužbencev. V okviru odbora za Slovence v zamejstvu in po svetu, v okviru Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da bi moralo to delo temeljiti na delu enega organa pod eno streho in tako doseči večjo transparentnost, predvsem pa enotno politiko do Slovencev izven meja matične domovine. Glede na številne kritike do zakona o odnosih Republike Slovenije za Slovenci zunaj njenih meja, bi bilo smotrno tudi pristopiti k pripravi novega zakona, ki bi enotno reševal to problematiko. Povsem upravičeno bi bilo pričakovati tudi bistveno večjo aktivnost ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu v odnosih, v kontaktih z njegovimi ministrskimi kolegi v zamejstvu in s ostalimi visokimi vladnimi funkcionarji v zamejstvu. Dejstvo je namreč, da predvsem v zamejstvu Italija, Avstrija, Madžarska, tudi Hrvaška vztrajno znižujejo sredstva za našo manjšino in jim tudi ne omogočajo izkoriščanja vseh ostalih pravic, ki jim po mednarodnih sporazumih pripadajo. Na tem mestu bi vsekakor pričakovali bistveno bolj odločno vlogo ministra in urada kot celote po načelu recipročnosti. V času, ko večina ostalih držav v zamejstvu ne izpolnjuje svojih obveznosti, Republika Slovenija do italijanske in avstrijske manjšine dosledno spoštuje in izvaja vse dogovorjene ukrepe. Zato bi lahko upravičeno zahtevali tudi od kolegov v zamejstvu, da podobno ravnajo do slovenske manjšine. Posebej velja opozoriti tudi na ukinjanje slovenskih lektoratov v tujini pod izgovorom varčevanja, se pravi varčevanja za vsako ceno. Takšno ravnanje in varčevanje, glede na posledice, ki iz tega izhajajo, je vsekakor strateško nepremišljeno in škodljivo za bodoče. Žal pa ukinjanje slovenskih lektoratov ni edina nesmotrna poteza te vlade. V tem smislu velja posebej izpostaviti ustavitev projekta Centra za slovenske študije v Clevelandu, razpustitev projektne skupine za pripravo izhodišč za morebitno odprtje dvojezične gimnazije v Buenos Airesu in podobno. S takim mačehovskim odnosom in naravnanjem sedanje vlade Slovenija posredno izkazuje tudi svoj odnos do naših rojakov izven naših meja. Ni se moč znebiti občutka, da jih obravnava in smatra predvsem kot odvečen strošek, kar je velika škoda. Vsa prizadevanja, ki so bila v minulih letih trud vložen v delo z našimi rojaki, se s tem izgublja in samo delo in njihov odnos se izgublja v sivini. V takem stanju se ni čuditi dejstvu, da visoko izobraženi Slovenci v tujini se ne povezujejo in se kot individualisti izgubljajo in asimilirajo. Na tem mestu velja tudi posebej izpostaviti stanje glede spletnega portala Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ko se je ta portal ustanavljal, je bil zamišljen kot skupen projekt 4 organizacij civilne družbe v Sloveniji, slovenskimi društvi po svetu. Se pravi, nevladni civilni portal, kjer lahko vse te slovenske organizacije komunicirajo med seboj. Končna faza in rezultat vseh teh prizadevanj pa je privedla do tega, da je sedaj urad pristal pod okriljem Urada Slovencev v zamejstvu in po svetu, to se pravi vladnega urada,
in upravlja administrator tega portala uslužbenec, vladni uslužbenec. In za želja in volja, da bi bil to nevladni portal, v končni fazi pripeljala do tega, da je portal za Slovence v zamejstvu in po svetu postal paravladni portal, tako da ima urad za Slovence po svetu in zamejstvu sedaj kar dva portala, enega uradnega in enega paradržavnega.